nikogar, ki bi se ukvarjal z vašimi idejami in težavami. Zaupajte jih elektroniki. Seveda se naj to zgodi po daljšem disku. In nikar ne skrbite. Jutri bo bolje. Jaz sem odklopljen, kaj pa ti? Preveri stanje, znam misli. Vzdani se med odklopljene. Živijo, to ni Atlantis, to je Odklop. In ja, naslednji dve počitniški oddaji bomo mi Zorjanči vodili Odklop, ker Borut pač ne utegne. In zakaj ne utegne? Ne utegne, ne zaradi tega, ker je še na dopustu, ampak zato, ker bo gost oddaje Odklop. Ja, in po mojem bomo delali same take odklopljene zadeve, pa po Soči, pa rafting, pa bovc, veliko ljudi. Best, žur. Sam, kdaj bomo pa šel? Ne vem. Moramo samo počakati, da pride, sigurno s kakšno hudo mašino. Kakšen Bemfel, ha? Ali pa kakšen Mercy. Meržo misliš? Ne, ampak po mojem prišel s takim rdečim Ferrarijem, veš, on je vsem tako bolj športen, tip poskuliran, ne? Pa ja, pa res. Sem se vidne, tako močno postavil, mislim, da best mačo. A je doktor on, ne? Ja, doktor, ja. Kaj pa to zdaj? Mora biti elegantne. Ja, v lady, znaš. Čakaj, meni je pa prijateljica rekla nekaj, veš? Kaj? Tako, da je stara 37 let, ne? Ja. In tako. Pa da je odklopljena, ne? Če je odklopljena. Ampak po mojem bo res žur, veš. Mislim, pa če se nam kaj zgodi, veš, če bomo šli rafting, pa to ni panike, doktor je, močen je, ne, seveda. Sem da to. Ne vem. Le tega, kakšno podrtijo, man. Kako se folk lahko pele s takim? Si dober, da bo Borut prišel s takim avtom. Se spodobne. Tako krivo malo, kaj. Jaz mislila, da bo drugače to. Živijo! Živijo! Hop! Živijo! Ne tako, to cel kup ljudi ne zna, lej. Zdaj bom vam lepo razložil. Tukaj gor je aktivna točka, ne? In ta aktivna točka mora takole pol krogec narediti okrog obraza. Odklop! Malo višji gor. Odklop! To! Super! Jasno. Zdaj se bomo šli, veš kaj, canyoning. Gremo tukaj le 6 km dol je en potoček, ki se tako meče iz slapa v slap in mi se bomo po tistih slapovih dol metali. Super zadeva, perfektno. Sam problem. Ne, hvala. Pico pa res ne veš. Ne, odpri pa povej. Katera je najlepša, katera je najobleče, katera je najbolj primerna. Majčke baš noter. Ja, veš kaj, se lepo zložijo, pa ne mečkajo se pol. Odklop. Halo, fica je super. No, kjero ne? Ja, ne vem, ta recimo. A je ta v redu? Ma ja, taka, neutralna. Dobro. Kar pevam in dve. Daj me gor potegan. Kam pa gresta? Ja, dol ne, gremo do slapov. S avtom. Ne, peš gremo, peš. Poslušaj, če se z Gorenjske ne moreš šel peš, da ne bomo zdaj teh 6 km hodili z avtom. A mislim, takole pa peš, jaz sem pričakovala nekaj drugega. Ja, mislim, lahko greš tudi tako, če hočeš. Meni se glih zdi najbolj primerno, ampak... Sam. Vsak ima avto. Da se prevlečete. Ja, gremo. Pojmo! Ja, dobro.
Pazi. Ja sem bil. Katrine, Oriane, sunt, surprise. Katarina in Oriana sta bili videti nekam presenečeni. Ne vem zakaj. Konc koncev bo to le odklopta, ne? Čeprav bolj počitniški. Ampak eno presenečenje zdaj še le sledi. A vse ima bo všeč, jaz sem prepričan. Tako se je začelo, s popolnim šokom. Visoke petke in elegantne obleke smo z Oriano rajš pospravili v omare. Borut je ugotovil, da izgledava kot dve švedski turistki in naj jo pomenoval Oriane. In Katrin, mislim, odklop. Očitno sva prišli do svoje prave vloge. Vloge voditeljic odklopa. Borut je bil do zdaj vedno vajenec pri nekem odklopljencu. Tokrat so bili vajenki midve. Odklopljen pa je bil Borut. Ja. Ker tukaj lepejemo po bližnjici. Bomo prej. Borut, ko skoprive ne furaš, no. Koprive. Sem vama hotel res jutri, da si dejte rajš dolge hlače gor, ampak imate tako lepe nogice. Kopriva je bila le v vodu peklensko trpljenje ob vzpenjanju in spuščanju po nemogoče strmem hribu. Borut se je sprehajal pred nama kot Indiana Jones in vse skupaj. Ma je bila le mala šala, ne? Ampak midve... Midve so bile v življenjski nevarnosti, tako da roko na srce. Borut naj je v najtežjih situacijah izvlekel, sicer bi se slabo končalo, ja. Oriana bi odnehala, ampak jaz sem rekla, jaz grem naprej. Še sreča, da sem bila za Katarino, sicer bi se zvalila do doline. Kaj, puncija, ne gre? Mislim, to ti je bližnjica, ja, krajš pa 10-krat težji. Pa še ubila se bom. Sem črvi so kleno. Krasno. Le, se tukaj sta pa že ven. Bravo, gazelca. Malo si umazana, le. Ja. Moraš paziti. Ups. Dej. No, evo. Kaj pa zdaj naredil? Nač? Tukaj naprej bomo šli. Gor, čez. Kaj to? Bližnjica do nač, kaj? Veš kaj, moramo priti na drugo stran hriba in gremo kar lepo tukaj čez. Dobro, the best. Jo. Ali pa gremo rajš skozi. Gremo čez. Še dobro, da ni bilo treba plezati. Zato pa je bilo treba iti v podzemlje. Mislili sva, da naj bi pelil kakšen svoj brlog. No, izkazalo se je, da bomo za prehod na drugo stran hriba uporabljali kaverne iz Prve svetovne vojne. A vidite kaj? Glavno, polna tema, blato do gležnjev, vlaga, groza. In Boruteve zgodbice o stotinah vojakov, ki so umrli v teh rovih. Juj, to je bil njegov pristop do naju. Smo na drugi strani. Vidiš, tam. Lahko si predstavljate, kako so bili veseli, ko se je na drugi strani prikazala svetloba. No, da sem vama rekel. Ni dober? Voda. Hvala Bogu. Dobro, ne? Res. Dajmo ven. Evo. Opa, pazi. Ti bo je bližnjica, ja.
Kakšno pa si, lejte, Anzo. Prijatelj, sebe videla. Se tukaj spodaj je voda, pa so te umile lepo. Ne, dobro. No, punci so zdaj dobili svež make-up, zdaj gremo pa dol v dolino, tam jih čakajo pa naslednja presenečenja. Evo, gremo tukaj čez vodico, vedve pejte naprej, ker ste lažje, da vidim, če drži. Ne ti pejt, ker si najlažje. Lepo, ja, drž se lepo, na obeh strani. Ne, dol gledaj. Ja, počas, ne dol gledaj. Sej, če pa itak drugače pa v vodo pade, se još pa malo umila, a ne? Kar pod noge gledaj, pa previdno, počas, ja, fino. Okej. Fino. Kaj je? Je bilo grozen? Grozen, ne dam še. Čakaj malo. Veš, kaj te še čaka? Pejt, gremo se umiti. Sem ti. No, ni lepo. Ja, to je, sem ti. Greve, hitar! Dajmo. Kaj si nam to dal? Ti na žalost. Ne kažna sem. Ja. Končno kanjoni. Borut nam je dal dve čudni obleki, kot da se gremo potapljače. Pejte hitar od voda, so te umile bar. Super je. Zdaj nimaš kam pas. Ja, naravnost doj. Dajmo, punce. Nisem ali. Čakaj, se gremo tja dole, se gremo mi. Bo boljš. Žaba! Vsi smo imeli krasen make-up, ala prva svetovna vojna in za pranje je bil že skrajni čas. Borut nam je pokazal, kako je treba čez slapove. Tako ne, usedeš se na rad, prekrižaš roke in že si v pralnem stroju na programu za konfekcijo do 8 stopinj Celzija. Voda je bila res mrzla, ampak vse skupaj je bila prava uživanca v primerjavi z mučenjem po gozdu, hribih in podzemlju. Trije slabčki so bili res kul, potem pa spust neznano, to je bilo pa preveč. No ja, da ne bi izpadli preveč mevžasti, sva Zorjana vseeno nadaljevali. Ampak odklop se je vse bolj stopnjeval in samo vprašanje časa je bilo, kdaj odstopiva. To, da je voda sicer čista in narava izredno lepa,
ti pač ne pomeni nič ob veliki nevarnosti. In misli, da umreš na tako lepem mestu. Res, da smo že prej ugotovili, ne, da je Borut močen fant in povrh vsega še zdravnik, ampak bil vse bolj navdušen in niso bile več prepričani, da je ta igra varna in zabavna. Porca miseria, mora questo cretino, che mi importa. Kaj, gremo naprej, ne? Ja, pa da naj ubije. Slapovčki, slapovi, mrzla voda, spust neznano, vse to očitno še ni bilo dovolj. Borut je izpod skal privlekel varnostne pasove. Kot da je samo po sebi umevno, da smo medve že večkrat osvajali vrhove v Alpah in Himalaji. Sledil je spust po topoganu v varnostnih pasovih in ni nama bilo jasno, kakšni varnosti služijo. Pasovi in vrvi namreč. Katarina je ful cvikala in če sem iskrena tudi jaz. Ampak za nalašč sem igrala hrabrost, čeprav so se mi tresle hlače. Ne vem, kaj je občutila Urjana. Jaz sem bila čist na koncu. Ampak če gre ona, grem pa tudi jaz. Sicer pa, saj veste, da sem jaz v vodi doma. Atlantis. Kasneje smo pa spoznali, da je bil to samo spust do mesta varovanja. Za spust preko 20-metrskega navpičnega slapu. Sledil je šnelkurs. Res, in se tako malo odbiji od stene, ko boš tam nikala. Noge fejska, razen da si stabilna. Tako malo hodiš dol, ampak če hodiš dol, če imaš noge skupaj, ti hitro obrne, kam, res. Akcija se je končno začela. Ker sem bila že prej tako hrabra, sem tudi tukaj prišla prva na vrsto. Doktor Veselko in tokrat moje življenje dobesedno v rokah. Zopet ista pesem. Če je šla Urjana, sem šla tudi jaz. Zdaj sta mi šla na živce že oba, Borči in Orči. A zakaj Urjana? Ker mi je po mojem padcu mahala, da to ni nič in da naj nadaljujem, mislim, odklop Urjana. Ko so bili na varnem, se je za nama čez slap spustil še Borut in to seveda kar sam. Medtem, ko je visel nad slapom, so imeli z Urjano vsaj minutko časa, da se dogovoriva, kaj storiti. Problem sicer bi bil zelo enostavno rešiti, če bi se dalo pobegniti iz kanjona, a stvar ni tako enostavna. Edina pot vodi le po vodi. Vsaka druga je že težja in bolj nevarna. In Borut je to vedel. Zdaj pa tako ne. Ja. Prenevaranje, udarila sem se, ne. Ja. Rečemo mu, da nama je dolg čas pa konc. Ne, sam ne, Urjana, po moje pa tako lej. Svi si že navadljeni. In če še tole zdrživa, veš, mu dokaževa tisto, da sva. A veš, in da tako zaprhneva, ne. Trono. Ne, pej, ampak zadnji. Ja, okej. Dogovor je dogovor, ampak napaka je bila v tem, da ni bila vklopljena tudi tretja stran, odklopljeni Borut.
Postavil jo je na 7-metrski slap, ki pada v jamo, v črno luknjo. Kaj pa zdaj? Mislila sem, da se zeza, ampak ko se je vrgel dol, me je resnično stisnilo pri srcu. Le kaj bo zdaj storila moja Urjana? Gledala sem njo in Borota v jami, kaj se bo zgodilo. Urjana se je naenkrat pognala za njim. O, boga, jaz, mami, ne vem, nič. Izbira je bila slaba, resnično slaba. Zdaj, imela sem na izbiro, ali celo življenje ostanem v mini jezercu, kar je daleč od Atlantisa, ali pa grem še jaz. Ja, šla bom. Grem. Ne grem. Grem. Ko smo prišli živi iz luknje, je bil pred nami samo še en slap. 12,5 metrov. Na srečo je za tega obstajala peš pot, po kateri smo se spustili v dolino. Hvala Bogu za to potko in Borutovo razumevanje. Odšel je sam. 12,5 metrov. Odklop. To je bil konec soteske in našega kanjoninga. In komaj sva čakali, da se poberemo čim dlje stran od te ledeno mrzle vode. Odklopljeni doktor pa je bil vse bolj in bolj radoživ. In še sreča, da narava v tej soteski ni naredila 30-metrskega slapu. Odklop. Kaj pa zdaj? Pa daj kaj se spet greš, no, Madonna. Odklopljen smo, da res je smota, no. Nekaj na golfi že močko. Kakšne sva. Ole, kakšne se red lokse se vam. Gremo make-up. Make-up. No, tako, punci sta se nekaj pritoževali čez higieno, to sem jih dobro prav, ne? No, vode ne prenašata najboljše, ampak to še ni vse. Zdaj gremo še na eno vodico. Zdaj na vrsti rafting. Gremo najprej na rafting, pol imamo še hidrospid, to so vodne zadeve. Pol si bomo pa prvošli zračne variante. Gremo najprej na hrib, pa s padalčkom dol. Pol gremo z aviončkom na 3000 metrov, pa se s 3000 metrov dol vržemo. To je noro, praznina, razumeš, letiš dol, minuto pa pol letiš dol. Čakaj malo, da pozvišljamo. Pol gremo... Čakaj, veš kaj bi bilo dobro? Da gremo še na bungee prej, preden gremo prosti pad, da se malo navadiš. Pol gremo pa malo za relaksacijo še v hribe, a? A prav? A gremo? Tako ne, jaz se povečujem, ampak se grem nos napudrat. Kaj gremo? No. Rabiš napudran ga nosu, če gremo športat. Jaz se grem nos napudrat. Prav, jaz se rabiš manj. Nos si grem napudrat. Napejt! Joj, jaz si grem tudi nos napudrat. Pa ne rabiš, to se tako meni gleda. To pa v redu. Sam hitro prito, no? Kaj mi ti brciš, kot da sem žuga? Daj nehi, no, ker si blond, ker nič ne zastopaš. A ti spar java, včasih Sem grozen. Ej, nekaj se morava zmeniti. Na zajca, ne. Nekaj se morava zmeniti. Nujno, jaz sem čist zmatrana, ne morem več. Ne, jaz sem... On tis, ko gremo dol,
Ni slabo visko, kaj? Ne, ni. Ta odklop je preveč odklopljen. Jaz ne vem, ne morem. Kaj nam je še povedal, da mora jutro narediti? Čakaj, na planine, rafting, pa s padalom. Ne, S padalom. Jaz hočem iti domov. Jaz imam dosti tega. Daj ga meni. To. Vsaka mizerija. Ne, tep zdaj že. Super ideja. Gruppo di produzione Mangart. Una cosa favolosa, arriviamo là, facciamo gli scenari nuovi, il testo completamente cambiato. Ne, italijansko merse. Čakaj, Slovenska ne razumem. Čakaj, nekaj, ful dobre ideje. Ja, se spomniš, oddaja, ki se neha, ima en znakec. Odklop. Ja, in na tistem znakcu se mi zdi, da piše produkcijska skupina Mangart. Produkcijska skupina Mangart. Produkcijska skupina Mangart. Veš, kaj to pomeni? Točno, Mangart. Veš, kaj lahko narediva? Da pišejo scenarije. Ja. Mi greva gor. Ja. Natipkava. Napiševa svoj scenarij. In Boruta čist. Skesla. Mangart. Razbiva. Da bo tak. Peva. Ne, to je naša stvar, zdaj greva ven. Čez zamorjene kot prej. In... Kada ni nič. Ok, peva. Vrh Mangarta je bil visok kot Mount Everest, ampak Vasilij hudič muhe žre, midve pa sva morali gor. Ali pa alternativa. Skoki iz 3000 metrov, banji, padala. Bil je peklenski mraz, ko je vzhajalo sonce in veter je pel svojo pesem kot zastavo. Nikoli, ampak res nikoli si nisem mislila, da bom sredi julija zmrzovala v moji najtoplejši bundi. In ja, tudi prekrasen razgled ni mogel meni ugasniti sanj o topli postelji, kjer ob tem času vsak dan sanja morje. Orjana se je spomnila, da bi bilo najboljše biti ptič in poleteti na vrh. Ampak veter je tako bril, da še ptiči niso mogli leteti. Ko sva rinili proti vrhu, se mi je zdelo, da sva kot mali mravljici pod veliko skalo. Je bila na trenutke tudi zelo nevarna. Morali so biti zelo previdni. Hoja po snegu mi dela preglavice sredi zime v Ljubljani, kaj šele na višini 2500 metrov. Dobro jutro. Dobro jutro ljudem. Prosim. Tele dve Beyonde iz 212 bi jih lahko poklical. 212, ja, pogledamo. Gospodične Giroto in čas?
Ne vem, Orjanova Katarina. Orjana Katarina, ja. Ne, gospod, one dve žal sta pa že danes zjutraj šle. In če se prav spominjam, že ob 4 zjutraj. 4 ste šli iz hotela? Ob 4 ven iz hotela. Danes... Ti dve, Orjana pa Katarina? Ja, govorimo o pravih gospodičnah. Ob 4 že, ja. Hvala. Ja. Zdaj ste res prav. Hvala, naslednja. Naslednja, lep dan želim. Hvala. Kisika je bilo vse manj na vrhu ledenega Mangarta in tam naj jo lahko potolažila le ena stvar. Potrditev moje teorije, da na vrhu nastaja scenarij in da je le tam možno spremeniti tek dogodkov. Super! Mangart! To tle piše v scenariju. Na dopustu so. Ej, kamor lahko spremeniva? Čakaj, da vidim. Kako je šlo do zdaj po scenariju? To je bilo res. Orjana, gled to, lepo so napisali. So čisto nori, gled to. Borut vodi čoln po najbolj divjih predelih reke. Katarina in Orjana sta večkrat v vodi kot v čolnu. Ne, to ne bo več. Trpele smo skupaj, ampak za tega dost. Ne bo več za. Kaj? Allora, Kaj ne piše? Borut je do Katarine in Orjane. Zelo gentile. in prijazen. Naredil vse, da bi se imele Molto bene. v redu. Da bi se imele v redu, pa tudi tvoje je v redu. Tako imaš. Zjutraj odidejo na rafting. Odidejo al rafting. Se kljub njegovemu pričakovanju zgodi. Porca miserija. Ti pa tvoje italijanščine. Zdaj pa bo žurne. To bo žur, stara. Scenarij, čakaj, zdaj to praviš žur. Kaj so plesale? To bo žurba. To je scenarij. Ne vem. Katarini pa Orjani sem hotel zrihtati na malo bolj aktivne počitnice, pa zanimive. Jaz sem užival. Jaz sem mislil, da oni dve tudi. Ampak ne vem, kaj je zdaj narobe. Prav prijazen sem bil, zdaj sta pa zginili. Naenkrat sta zginili. Ženske so nehvaležne. No, da tudi tukaj gor so splezali in sploh ne moram več govoriti, zato ker je mrzlo. Sem se prišla zato, da prekineva vse te težave. Kanjoning, spuščanje po slapovih, kar tako, v obleki. Ne, V koprivah, kjer je zdravo za revmo, pa kaj še. V glavnem, zdaj so napisali scenarij. In zdaj končno vse bo tako. easy, on bo Gentile in prijazen in multo podobno. Ja, da se bomo pa res zabavali. Ja, In otaklop. Aspetta, non hai finito qui perché la prossima settimana continuiamo con questa bellissima puntata di Hot Club e sicuramente il divertimento sarà ai massimi livelli. V glavnem, naslednja oddaja, naslednji teden. Produkcijska skupina Manga.